Tino, prosti, da prekinjam, Rok tukaj. Se mi zdi, da si še vedno na mute. Aha, najlepša hvala. Okay, hvala. Rok, najlepša hvala. Potem pa ponovno pričenjam tale uvod. Ja, se zgodi po toliko webinarjih še vedno. Torej, toplo dobrodošli na 6. webinarju v sklopu serije webinarjev Nemški forum 2020, katere organizira Slovensko-nemška gospodarska zbornica v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija. Industrija 4.0 in kibernetska varnost je naslov današnjega webinarja, katerega tudi snemamo, in posnetek bo v sklopu komunikacijske platforme naše zbornice objavljen tudi javno. Z veseljem prisrčno pozdravljam goste. Z nami so danes profesor dr. Dunja Mladenič, vodja laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, dr. Blaž Fortuna, laboratorij za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan in direktor podjetja Polektor, dr. Luka Bradeško, raziskovalec, laboratorij za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan in direktor podjetja Solvel Sal. Kot smo najavili, bo uvodoma profesor dr. Mladenič spregovorila nekaj besed o samem laboratoriju, za njo pa bosta e-predavanje izvedla dr. Fortuna in dr. Bradeško. Kot že tradicionalno na naših webinarjih, vas, spoštovani udeleženci, ob koncu vsake predstavitve vljudno vabimo, da zastavite vprašanje. To naredite tako, da dvignete roko in vključite svoj mikrofon in kamero. Lahko pa sproti zastavljate vprašanja, in sicer preko opcije chat, pa ga bomo potem kar sproti prebrali in zastavili predavatelju. In pa še morda kratko obvestilo, ker si res prizadevamo tematikami webinarjev, kar najbližje približamo izzivom, s katerimi se srečujete vse te dni. Bomo na koncu serije webinarjev poslali kratko anketo in vas prijazno prosimo, da jo izpolnite, ker bomo z webinarji nadaljevali in na podlagi vaših dragocenih odzivov lahko še izboljšali same vsebine. Toliko za moje strani, sedaj pa vljudno besedo predajam profesor Dunji Mladenič. Izvolite. Lepo pozdravljeni. V našem odseku za umetno inteligenco se ukvarjamo predvsem z analizo podatkov. Veliko delamo na tekstovnih podatkih, na senzorskih podatkih, na modeliranju kompleksnih sistemov, vizualizaciji, na pametnih točkah, na pametni mobilnosti, pametnih mestih, tako da delamo veliko na evropskih projektih, na raziskavah in se tudi prizadevamo k prenosu v prakso, torej da rezultate raziskav, raziskovalnega dela prenašamo tudi v konkretne okolja, na konkretne probleme, že znotraj projektov raziskovalno-razvojnih, delamo prototipne študije, potem pa, ko boste videli tudi v nadaljevanju webinarja, kakšna od teh raziskovalnih idej spodbudi tudi dejansko podjetništvo, in smo zelo veseli, da se to dogaja v Sloveniji in da imamo tudi naprej še močno sodelovanje. Oba današnja govorca sta doktorirala na Inštitutu Jožef Stefan v naši skupini, naprej sodelujemo, hkrati sta pa oba poslovno vpeta v nova podjetja, kjer se uporabljajo tudi metode umetne inteligence. Tako da mi je zelo v veselje biti na tem webinarju in tudi poslušati predstavitve. Tako da toliko o nas, o našem odseku. Če bojo kakšne vprašanja, potem se z veseljem tudi na njih odzovemo. Spoštovana profesor Dunja Mladenič, najlepša hvala za ta uvod. Tudi nam je v veliko čast, da ponovno sodelujemo. Namreč sodelovali smo že pred dobrim letom dni na našem dnevu slovensko-nemškega gospodarstva na Bledu. Prav tako smo govorili o izzivih umetne inteligence in pa nuji umetne inteligence danes in jutri. In hvala še enkrat, da lahko to lepo sodelovanje nadaljujemo. Seveda v formatu, ki je času primeren. Upam pa, da tudi v prihodnje čim prej offline. Torej, umetna inteligenca... Hvala. Umetna inteligenca, informatizacija proizvodnih procesov in pa primeri dobrih praks je naslov naslednjega
torej prvega predavanja v sklopu današnjega webinarja. Kako bosta torej izgledali sama proizvodnja in tudi organizacija proizvodnje v letih, ki so pred nami? Spoštovani dr. Blaž Fortuna, beseda je vaša. Hvala za besedo. Torej, jaz sem Blaž Fortuna, bom pa zdaj malo pokazal, oziroma bomo šli najprej skozi kratek uvod, kaj se zdaj trenutno razumemo pod pojmom umetna inteligenca in kako jo lahko uporabimo kako nam lahko pomaga pri informatizaciji proizvodnih procesov, ter na koncu zaključil z nekaj primeri, kako se lahko to uporabi v praksi in kakšne rezultate nam lahko prinese ob dobri uporabi. Najprej pa mogoče par besed samo o meni, da vidimo, da se predstavim, glede na to, da je to vse nadaljavo. Jaz sem, kot je že povedala Dunja, že zadnjih 15 let delam na raziskavah na področjih umetne inteligence. Sem doktoriral na laboratoriju za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Stefan. Sem soavtor ene platforme za odprtokodne platforme za analitiko velikih podatkov. V zadnjih letih pa veliko izkušenj v samih prenosih AI metode umetne inteligence v prakso in trenutno sem zdaj, zadnjih 2 let sem direktor zagonskega podjetja Kolektor, ki je neke sodelovanje med raziskovalno sfero, torej inštitutom in kolektorjem, in danes bom kazal so rezultati oziroma kar smo se naučili v zadnjih nekaj letih. Najprej pa na tako kratek pregled, tako da kot uvod v to, kaj pojmujemo trenutno pod besedo umetna inteligenca, ki je zdaj zadnjih par let kar močno uporabljena beseda, si pa vsak predstavlja, vsak ima svoje mnenje oziroma predstavo, kaj naj bi se pod to besedo skrivalo. Zdaj, ko govorimo o umetni inteligenci v tem predavanjem, pri tem mislim predvsem na programe oziroma na računalniške algoritme, programe, ki posnemajo, na nek način znajo posnemati človeške kognitivne sposobnosti. Tukaj se osredotočamo predvsem na 2. Glavna ena je samo učenje, torej tukaj so recimo metode strojnega učenja, kjer je naloga, ki jo rešujemo, je napisati program, narediti program, ki se zna sam učiti iz novih izkušenj in ustrezno prilagajati. In tukaj je osnova za vse skupaj so podatki, torej rabimo senzorje ali slike ali podobno, besedila recimo. Drug tak dokaj neodvisen sklop, ki se pa tudi spada pod umetno inteligenco, je pa samo reševanje problemov oziroma reasoning po angleško, kjer pa je ideja, da na osnovi zajetih dejstev, ki so ali zakodirane ali naučene s prejšnjimi zgornjimi metodami, znamo sklepati izpeljati nova dejstva. Tukaj se pa pristopa s stvarmi, kot so knowledge grafi, semantične tehnologije in tako naprej. Osnova je pa logičen model. Zdaj, če vzamemo to učenje in reševanje problemov oziroma ta logičen model, bomo pa videli, kako to skupaj združimo v kontekstu proizvodnih podjetij. Če samo pokažem par primerov, recimo najprej strojnega učenja, tak standardni, ki ga verjetno že vsi poznamo, je detekcija oziroma odkrivanje prepoznava objektov na slikah. Tukaj imamo primer enega kolesarja in računalnik je na podlagi vseh slik mnogo ljudi rekel, ok, to je oseba. Potem smo videli, tudi smo imeli slike koles, vidimo, to je kolo, in pa lahko še mogoče imamo tudi v bazi osebe na kolesih in vidimo, da je to oseba na kolesu vse skupaj. Torej, to je nekaj, kar računalnik vidi te spodne slike, labele, in se zna sam naučiti algoritem, ki bo zdaj na novi sliki to znal prepoznati. In to recimo zdaj, kar je tako v zadnjih parih letih, oziroma 5, 6, 7 let so zelo popularne tako imenovan deep learning, na to metode bazirajo na nevronskih mrežah. Tako, drug primer strojnega učenja je detekcija anomalij. Tukaj je ideja obratna, torej, da se računalnik nauči, kaj je neko normalno stanje, samo opazuje okolico, recimo tukaj opazuje nek signal, to je srčni utrip, in v tem primeru vidi, da je vsake toliko cajta nek porast in to, da ga nekje manjka, je to signal, da je nekaj narobe. Lahko je pa obratno, recimo pri potresu je pa normalno stanje tako, da je igla primer, in potem, ko malo bolj zaniha, se je neka anomalija zgodila oziroma nek izreden dogodek, ki verjetno zahteva neko nadaljnjo analizo ali pa ukrepanje. Zdaj, če gremo pa na avtomatsko sklepanje,
Tam je pa osnova, kot smo rekli, tak nekakšen logičen model. Tukaj vidimo tak zelo enostavna verzija, se pravi, reče knowledge graph, torej grafa znanja, kjer so posamezne točke so neke entitete, recimo Bill Gates, Microsoft in tako naprej. Relacije med njimi so pa, med temi točkami pa odražajo nekakšno relacijo med temi entitetami v realnem svetu. In na podlagi tega lahko dajemo take, nam omogoča odgovarjati na vprašanje, recimo, kje se je nekdo rodil, kje se je rodil Paul Allen, in pogledamo ta graf in vidimo v Seattlu. Lahko pa pol začnemo take malo bolj komplicirane, kdo so ustanovitelji Microsofta in se poišče na podlagi tega lahko logično sklepa in pogruta odgovore, ali pa da je treba že kaj, ne vem, par korakov narediti, da gremo od Microsofta do ustanovitelja in od ustanovitelja do tega, ki je rojen. To je zdaj tako zelo z visokega nivoja dva sklopa umetne inteligence, torej strojno učenje pa logično avtomatsko sklepanje. Zdaj, če gremo še drug del, ki ga bomo tudi uporabili, oziroma ki bomo pripojili, skupaj dali z umetno inteligenco, so tako imenovani digitalni dvojčki oziroma digital twin po angleško, kaj je glavna ideja digitalnega dvojčka. Nekakšna imamo nek objekt v fizičnem svetu, recimo lahko je to objekt, lahko je kaj drugega, kot bomo videli, recimo naftno ploščad, in pol ideja je, da z tega fizičnega objekta naredimo virtualno predstavitev, in pol v fizičnem svetu naredimo nek zajem podatkov, recimo preko IoT, Internet of Things platform, in potegnemo digitalno nit med tem fizičnim objektom in njegovim digitalnim dvojčkom. Kaj so primeri? Tak šolski primer so izdelki, recimo letalski motorji, kjer imamo lahko na podlagi mnogo senzorjev, se med letom letalja spremlja delovanje iz samega, oziroma vodi digitalni dvojček samega motorja in se spremlja njegovo delovanje. Lahko pa gremo tudi na malo višji nivo, recimo na spremljati logistične procese, posamezne avtomobile, tovornjake. To bo moj kolega v naslednjem predavanju bolj podrobno naslovil tudi. Tretji primer so pa proizvodni procesi, kar se bomo pa danes malo bolj fokusirali noter. Zdaj tale primer nekega 3D modela oziroma simulacije nekega proizvodnega procesa v digitalnem okolju. Zdaj, kaj je stična točka med umetno inteligenco in digitalnimi dvojčki, oziroma zakaj? Tle so vse stvari, ki smo gledali, so tako zelo, recimo ta proizvodni proces je tak fizični, je tako zelo mehanična slika realnosti in pol taka fizikalna simulacija. Lahko se gremo pa tudi, če gremo pa že na nivo samih procesov, nam pa umetna inteligenca zelo pomaga. Recimo prvi tak je ta sam knowledge graph oziroma semantični model izdelka proizvodnega procesa ali pa logističnih procesov, nam omogoča, da zelo enostavno z nekim logičnim modelom zajamemo glavne komponente nekega proizvodnega, logističnega ali poslovnega procesa in jih predstavimo. Na drugi strani pol z metodami strojnega učenja lahko naredimo avtomatsko konfiguracijo, da se naučimo, kako so te zajeti stvari z realnimi izdelki ali procesi, kako se odvijajo v realnosti, da znamo izmodelirati, kako se njihove odvisnosti tako naprej. In to se da na podlagi zgodovinskih podatkov dokaj avtomatsko narediti s pomočjo strojnega učenja. Tretji pol, to nam omogoča odkrivanje anomalij. To pomeni, da vemo strukturo recimo proizvodnega procesa, se naučimo, kako se z avtomatsko konfiguracijo, kako se tipično obnaša in znamo pol v živo zaznati, kdaj pride do povečanja izmeta ali do kakršnega koli druge ali do morebitne okvare glede na zajete podatke. Ta četrta stvar, ki je pa tudi zelo dobra, je pa tako močna, je pa ta vzročno sklepanje, kjer pa lahko glede na ta model, ki smo ga zgradili o naših recimo proizvodnega procesa, ko dobimo, zaznamo recimo eno anomalijo, znamo ovrednotiti, znamo odsimulirati prihodnost, možne scenarije in vidimo, kaj so možne naslednji dogodki, ki bodo prišli kot kaskade glede na trenutni dogodek, ki smo ga odkrili. In vse skupaj nam pomogoča, da lahko zelo ekonomično zgradimo digitalni dvojček in da znamo pol tudi take zelo bogate simulacije izvajati na temo znotraj tega digitalnega dvojčka.
Če gremo malo bolj konkretni postanemo, da gremo v proizvodna podjetja, oziroma kako zdaj lahko nam umetna inteligenca tam pomaga. Najprej taka schematična slika trenutno, kako ponavadi gleda neko tipično proizvodno podjetje, je zgodba mnogo nivojev, na kjer je na vrhu je ponavadi strateška prodaja oziroma neka strateška strategija, ki se preliva dol v bolj operativne nivoje, od operativne prodaje do same logistike, ki pa vsaka nivo niže pa operira v manjši časovni granularnosti. Potem logistika gre dol do planiranja proizvodnje, planiranje spodaj je potem že ukvarjanje s kadri, kdo bo delal, kdaj bo delal, kje bo delal, še nižje je pa samo eksekucija te plana proizvodnje, čisto na dnu so pa sami stroji oziroma senzori, ki spremljajo, kaj se dogaja. In to se tudi, če pogledamo tipično podjetje proizvodno, danes se odraža v sklopu IT sistemov, ki so bili razviti, da naslovijo različne nivoje. Recimo na vrhu je ERP sistem, recimo SAP, ki pokrije tam tja do logistike, mogoče planiranje proizvodnje, do planiranja proizvodnje, pa imamo samo spremljanje proizvodnje in zajem podatkov iz PLC-ov ali SCADE in same mašine na dnu. Zdaj, kaj lahko s pomočjo tega naredimo? Zdaj, če se iz vseh teh, če gremo nazaj, vsi ti sistemi vodijo, zbirajo nekakšno zgodovino oziroma sled, puščajo za sabo sled podatkov, na podlagi katerih se lahko zdaj pristopimo noter in se naučimo, kako neko proizvodne podjetje funkcionira oziroma kako proizvodna funkcionira in zgradimo digitalnega dvojčka same proizvodne. Če tukaj je en tak anekdotni primer, digitalni dvojček nekega stroja, kjer lahko vidimo, zelo enostavno gledamo zgodovino, koliko je v posamezni izmeni naredil nekega izdelka in potem spremljamo v živo, kaj se dogaja in lepo se tlele vidi ta sama negotovost, s katero lahko upravljamo v samih simulacijah. Zgodovina je deterministična, ker je direkt zajeta. V prihodnosti pa vidimo, ko bolj bliže gremo, bolj so stvari, bolj je jasno, kaj točno bo narejeno v naslednjih izmenih, v naslednjih 2 izmenah in tako naprej. Zdaj, če to malo še tako arhitekturno pokažemo, kako vse skupaj izgleda. To je ta proizvodni proces, vseh teh 7 nivojev, ki smo jih prej opisali. Te imamo na eni strani, vzamemo zgodovinske podatke iz vseh nivojev, od R pa dol do IoT-ja in se na podlagi iz teh sistemov se tudi potegne same matične podatke o podjetjih in se z tega pol zgradi najprej tak knowledge graph oziroma logični model podjetja, pol pa na podlagi samih meritev oziroma povezovanj iz proizvodne pa tudi vidimo, kako se te pol samo proizvodna obnaša oziroma kdaj je uspešna, kaj vpliva na kaj, kakšne so morebitne odvisnosti. Zgradimo tak model proizvodne in potem lahko v realnem času iz teh istih sistemov zajemamo trenutno stanje, odvrtimo nekaj, to vržemo v naš ta digitalni dvojček oziroma v naš model proizvodne in tam lahko napovemo, vidimo napoved, kaj se bo zgodilo v naslednji minuti, naslednji uri, naslednjem tednu, odvisno od granularnosti, ki nas zanima, in pa če zaznamo kakršnokoli odstopanja ali neplanirane dogodke ali anomalije, lahko to pol ustrezno gre nazaj in vpliva na sam proizvodni proces. Ali to preko informacij do ljudi, da lahko odreagirajo, lahko se pa kakšne stvari se pa lahko tudi avtomatizirajo, recimo preko RPA ali podobnih tehnologij. Če gremo na konkretne primere, kako nam zdaj lahko ta digitalni dvojček, ki smo ga naredili od proizvodnje, kje vse nam lahko koristi, oziroma kako se na nekaj primerov same uporabe. Kot sem že omenil, prvi je ta detekcija anomalij v proizvodnji. Tukaj je ideja, da spremljamo podatke, recimo ali malo na višjem nivoju, tipičen izmed na nekem produktu ali na nekem polizdelku ali na glede na nek vhodni material, ali pa tudi zelo v real timeu, glede na nek senzor tresljajev na samem stroju.
Potem se s pomočjo strojnega učenja naučimo, kaj je standardno, tipično obnašanje, pričakovano obnašanje, in pol v trenutku, ko se z nekaj čudnega, z nekaj nenavadnega zgodi, znamo pol na to opozoriti. Zdaj, kar je pa tudi zanimivo, zdaj, če imamo podjetje oziroma proizvodno dobro posenzorirano, to pomeni, da zajemamo veliko podatkov, bo že po sami definiciji vedno nekaj ustrezalo, izgledalo kot anomalija. In tlele pa pride pol v igro še digitalni dvojček, kjer lahko glede na zaznani dogodek odsimuliramo, kaj to pomeni za naše KPI-je, recimo za našo splošno učinkovitost ali za doseganje rokov. In če je slučajno dogodek ima nek vpliv na to, lahko šele v tem primeru recimo odreagiramo. Kar je pa tudi zanimivo, je pa, da ker v digitalnem dvojčku vedno delamo simulacije, kaj se bo zgodilo, lahko na nek način poleg temu že upozorimo, detektiramo dogodke, ki se niti še niso zgodile, ampak se samo nakazujejo glede na sledi, ki so že zaznane, da se bodo verjetno zgodile v naslednji minuti, uri, dnevu. To je sama taka detekcija anomalij. Drug tak, kar nam omogoča tak digitalni dvojček, je spremljanje in napovedovanje proizvodnje. Tukaj imamo tak schematični pogled tri nivojske proizvodnje, dobimo vhodni material, potem imamo prvo linijo vmesne zaloge, drugo linijo vmesne zaloge, končno linijo in dostavo kupcu. Prva stvar, ki nam digitalni dvojček omogoča, je, da v vsakem trenutku vidimo napoved, kako bo izgledala naša proizvodnja v naslednjih izmenah, v naslednjih dneh, v naslednjih tednih. In na podlagi te napovedi proizvodnje lahko potem spremljamo vmesne zaloge in vidimo, če se dogodek na prvi liniji pomeni, da nam bo zmanjkalo pol izdelka za linijo 2, lahko tukaj ustrezno opazimo. Lahko vidimo potrebe po servisiranju, po nastavljenih orodjih, vse te stvari se da vnaprej predvideti, tako da se lahko vse službe ustrezno zorganizirajo in pripravijo. In tudi vsi dogodki, ki se zgodijo v proizvodnji, se avtomatsko odražajo v realnem času v posodobljenih napovedih. Lahko pa tudi v digitalnem dvojčku začnemo že glede na različne simulacije predlagati, pa so najbolj verjetni možni koraki za razrešiti dano situacijo. Pol se lahko če zdaj smo bili znotraj podjetja, lahko pospešimo tudi na medobratne, ker zdaj lahko zajamemo cel obrat in gledamo razmerje med njimi. Zdaj namesto, da gledamo eno linijo, gledamo vse linije znotraj enega obrata lahko in vidimo odnose med njih, gledamo vmesne zaloge oziroma vhodnih materialov, ki prihajajo iz drugih obratov. Lahko podobno spet opozarjamo oziroma zaznavamo, kdaj bo prišlo do morebitnih organizacijskih zastojev na podlagi nekih dogodkov, ki se dogajajo ali v obratu, ki je dela polizdelek za nas, ali pa da bomo mi povzročili naš dogodek, ki se je nam zgodil, bo povzročil probleme za obrat, ki je naslednji v verigi. In podobno se lahko vključi noter kooperante. Tako se da počasi iz tega dvojčka, ko smo šli iz linije, lahko zgradimo tak zelo kompleksen ekosistem za napovedi. Prav tako se lahko digitalni dvojček pomaga pri planiranju in mikroplaniranju. Recimo en je tak lahko optimizacija planov, ker smo skalibrirali glede na same kapacitete proizvodne na zgodovinski performance in na trenutne podatke, lahko bolj realistično delamo bolj realistične in optimalne plane. Lahko omogoča delavcem, ki rabijo rešiti v danem trenutku neko situacijo, hitre simulacije, da lahko pogruntajo, kaj sprememba na pokvara orodja, delavec, en od 5 delavcev ni mogel priti zaradi bolniške v službo, lahko hitro simulirajo, kaj to pomeni za plane in za naslednje korake v proizvodnji. Lahko pomagamo pri samem razporejanju ljudi, glede na njihove kompetence. Kot taka zelo zanimiva stvar je pa tudi, da lahko zdaj z spremljanjem učinkovitosti vidimo tudi, upoštevamo take zelo kompleksne sisteme, kot je recimo sam delavec, in se da videti, lahko pravilno upoštevamo v planih krivuljo učenja, to, da če nekdo nekaj mesecev dela en drugi izdelek in gre nazaj na prvi izdelek, nekaj pozabi, koliko
in lahko tako hiter, kdaj bo dosegel plato produktivnosti, te stvari se da pa strateško uporabiti pri samem razporejanju ljudi. Zdaj, če pogledamo čisto na par primerov, kjer smo implementirali nekaj od teh scenarijev, ki smo jih zdaj pokazali, če so preverili v praksi, kva lahko dosežemo tako z implementacijo tega. Konkretno, ena taka stvar je, da se da za petino zmanjšati delo oziroma prišparati en dan na teden planerjem in tudi vodjem od samih oddelkov, zaradi tega real-time spremljanja in napovedovanja in optimizacije. Zna se 3 dni vnaprej se da napovedovati zaradi organizacijske zastoje. Recimo, če se zgodi okvara orodja, to je tehnični, to je težko predvideti, razen če imamo te za predictive maintenance senzorje noter, lahko pa v tem digitalnem odnočku napovemo, takoj predvidimo, kaj so vse kaskadni efekti, ki bojo prišli zaradi tega, ker je orodje 3 ure nedostopne, ker se bo na servisu, in lahko pomagamo pol ustrezno zorganizirati, da je ta vpliv na preostanek proizvodnja čim manjši. In to se odraža v 25%, lahko 1/4 manj organizacijskih zastojev, pa tudi ta pravilno optimalno razvrščanje ljudi glede na njihove kapacitete tudi lahko prišpara oziroma poveča kapaciteta montažnih linij za 10%. Tako da to je z moje strani. Zdaj sem odprt za vprašanje, če mogoče kakšno vprašanje. Spoštovani dr. Fortuna, najlepša hvala. Spoštovani udeleženci, predlagam sedaj odlična priložnost. Če ima kdo kakšno vprašanje, verjamem, da je veliko različnih perspektiv in dragocenih perspektiv, katere bi zagotovo lahko še pokomentirali oziroma podrobneje predebatirali. Sedaj je absolutno vprašanje in dober trenutek za to. Vsekakor pa lahko tudi potem po koncu webinarja oziroma po koncu drugega predavanja zastavite vprašanje ali dr. Fortuni ali profesor Mladenič ali pa tudi naslednjemu predavatelju, ki bo sedaj. Tako da, dr. Fortuna, jaz se najlepše zahvaljujem, če res ni nobenega vprašanja. Hvala vam. Hvala lepa. In naslednji predavatelj je dr. Bradeško skozi izkušnjo izdelave produkta na področju povezanih pametnih avtodomov MACH, kar je kratica za Mobile AI Communication Hardware, bo opisal nekatere pristope z področja umetne inteligence in pa kibernetske varnosti, ki se uporabljajo na področju mobilnosti, bodisi v vozilih ali pa mobilnih aplikacijah. Torej, dr. Bradeško, z veseljem predajam besedo. Pozdravljeni. Na ekranu se vse vidi normalno, je vse v redu? Me slišite? Odlično je, vas vidimo pa slišimo, pa tudi predstavitev. Hvala za besedo. Moje ime je Luka Bradeško in bom kot raziskovalec Laboratorija za umetno inteligenco na Jožu Štefanu in kot direktor podjetja Solzor predstavil nekatere izkušnje, ki smo jih dobili skozi leta na področju mobilnosti in logistike v povezavi z umetno inteligenco. Vsebina webinarja bo bila nekako takole. Najprej bom na kratko opisal laboratorij in podjetje, nato na kratko, podobno kot Blaž, umetno inteligenco, ki je širše področje kot samovozeči tovornjaki na področju logistike, kako smo se tematike lotili znotraj podjetja, kako smo od posamičnih mikroservisov oziroma mikrostoritev prišli do celotnega produkta oziroma produktov in na koncu še izkušnjo na področju kibernetske varnosti na primeru pametnih povezanih vozil, avtodomov, ki je del enega od produktov, ki smo ga uspeli spraviti v izdelavo. Zdaj, laboratorij je verjetno Dunja že prej opisala, mene takrat imeli neki sistem nagajal, tako da ne vem. Je okoli 60 raziskovalcev iz različnih področij umetne inteligence, bom tole samo na hitro
Imamo različne vire financiranja, EU projekti, industrijski partnerji, financiramo se, večinoma se financiramo iz EU projektov, evropskih projektov, ki jih imamo kar veliko. Imamo tudi veliko partnerjev iz tujine in tudi iz Slovenije, kjer v bistvu gre za to, da poskušamo skupaj najti nek problem, nek pristop k reševanju problema, ki ga ima partner z umetno inteligenco, in potem naredimo pilot in poskusimo to spraviti potem v industrijo oziroma uporabo. Zdaj kot podjetje smo pa ekipa, ki je prej delala na projektih na področju mobilnosti. Smo se odločili, da poskusimo še, da se preizkusimo še v industriji, tako da smo v bistvu celotno ekipo prestavili v Sol-Zol kot spin-off Inštituta Jožef Stefan. Trenutno sodelujemo z Adrio Mobil, Adriadom, LPP-om, tudi z enim nemškim podjetjem, RK Reich, ki izdeluje stvari za avtodomarstvo. Pogovarjamo se tudi z Luko Koper, Mediabusom in Trinetom in s carinami. Zdaj kot hiter uvod v umetno inteligenco. Prvič se je izraz pojavil okrog leta 1956, takrat so se pojavili tudi Turing testi, simbolično sklepanje z idejo, da računalnik postane inteligenten. Potem je v zgodovini umetne inteligence so bile tudi dve zimi, to pomeni, da je zanimanje usahnilo, da je financiranje nekako, ga je bilo manj, posledično tudi manj produktov in manj interesa javnosti in podjetij. Do prve zime je prišlo, ker so bili računalniki še premalo zmogljivi, da bi se lahko reševalo probleme iz realnega sveta. To se je nekako obudilo 1964, ko je nek profesor na MIT-ju naredil prvega chatbota, ki se je računalnik pretvarjal, da je kakor psiholog, s katerim se je dalo pogovarjati. Zanimanje je nekaj časa raslo do okrog 1975, ko se je že delalo prve nevronske mreže, prepoznavanje teksta, prepoznavanje govora in tako naprej. Vendar, ker rezultati nekako niso bili dovolj zadovoljivi za industrijo, je zanimanje počasi upadalo vse do leta okrog 1995, ko so se začeli pojavljati samovozeča vozila. IBM-om Deep Blue je premagal v šahu takratnega velemojstra Garija Kasparova, in takrat naprej nekako je zanimanje v porastu. IBM Watson je recimo v 2011 zmagal na Jeopardyju, Apple naredi osebnega asistenta, pojavljajo se samovozeča vozila, deep learning in tako naprej. Zdaj, v nasprotju z zgodovino je v tem trenutku umetna inteligenca na boljšem nivoju, računalniki so dovolj zmogljivi, imamo velike količine podatkov, veliko orodij in tudi so že zadovoljivi rezultati, tako da se ne pričakuje neke zime v bistvu. Zdaj, če imate kot podjetje nek problem, ki ste ga že identificirali, da bi se ga dalo reševati, je zdaj nekako pravi trenutek, da se k temu pristopi. Zdaj v industriji oziroma logistiki bi pa rad povedal, da je umetna inteligenca več kot samo visoko leteči oziroma zelo dragi projekti, kot so samovozeča tovorna vozila, avtomatska skladišča, pametna infrastruktura, računalniški vid, robotizacija in tako naprej. Ampak je to veliko širše področje, ki pokriva tudi stvari, kot so optimizacija razvoza oziroma podprobleme podjetij, recimo optimizacija pisarniških operacij, predikcija prihoda materiala, detekcija anomalij na finančnih podatkih in tako naprej. Teh problemov se da najti kar zelo veliko, sem prepričan, da jih ima vsako podjetje zelo veliko. Tukaj sem samo nekaj povezanih z logistiko oziroma mobilnostjo naštel. Še en primer je recimo mapiranje GPS podatkov na cestišče iz telefonov, kjer GPS ni natančen in ga je potrebno z algoritmi umestiti nazaj na cesto in tako naprej. Zdaj, vsi te problemi oziroma njihove rešitve imajo pa neko skupno točko in to so podatki. Kot podjetje, če več imate podatkov na voljo, bolj so strukturirani, izbrani skupaj, očiščeni in tako naprej, večja je verjetnost oziroma lažje je nekaj narediti z njimi in uporabiti nek algoritem oziroma pristop umetne inteligence k neki rešitvi. Tu je čisto en primer, ki je prišel iz researcha Ernst & Younga. Recimo v kadrovskih službah
se da v različnih podjetjih se 65% pravil nalog da optimizirati. In recimo kar 93% nalog, ki jih upravlja kadrovska služba, so neke ponavljajoče naloge. To je čisto kot primer, da to ni nujno samo vozeč tovornjak, ampak je zelo široko področje in tudi zelo veliko prostora za kakšne izboljšave. Tukaj to je zdaj nekaj primerov izboljšav oziroma pristopov oziroma algoritmov, ki smo jih delali na Inštitutu Jožef Stefan in na Sol na področju mobilnosti. Kasneje jih bom tudi pokazal in tudi pokazal, kako smo založili skupaj. Na hitro pa recimo predikcije prostih postajališč za kolesa, orodja za zbiranje in kontrolo nad podatki, samodejno ocenjevanje interesnih točk, kempov, plaž, recimo, samodejna detekcija obiskov določene točke, predikcija, kje bo uporabnik in ob kateri uri, na kateri točki in ob kateri uri bo, recimo klasifikacija pomembnosti točk za neko floto in tako naprej. Zdaj, en primer je recimo predikcija prometa. Tukaj smo iz podatkov, ki prihajajo od Darsa, Slovenija ima okrog 430 števcev po avtocestah. Te podatke smo vzeli in smo naredili predikcijo prometa. Na desni lahko vidite za en primer števca. Na črnem grafu modra črta predstavlja hitrost, ki smo jo napovedali, in črna črta potem izmerjeno hitrost. In vidite, da je algoritem kar dobro zadev. Prav tako od spodaj smo napovedali število avtov, ki bo šlo ob določeni uri čez števec, in se prav tako vidi iz grafa, da se algoritem tudi tega kar lepo nauči oziroma napoveduje. Drug primer je predikcija prostih postajališč oziroma postaj za polnjenje za kolesa. Ta primer je bil narejen na bicikl.j podatkih, ampak se ga da uporabiti kjerkoli, na kateremkoli drugi floti, recimo na polnilnih postajah in tako naprej. Na tem primeru smo v bistvu z dokaj veliko natančnostjo lahko napovedali, ob kateri uri bo koliko koles na voljo na katerem postajališču in ob kateri uri jih ne bo, tako da uporabnik recimo ni prišel na postajališče, ki je bilo polno, ali pa s kolesom ali pa brez kolesa na postajališče, ki je bilo prazno. Drug primer na bicikl podatkih je detektiranje tokov prometa. Iz podatkov smo detektirali recimo razlike med tokovi, migracijami uporabnikov biciklov med tednom dopoldne, kjer se vidi, da večinoma hodijo v službe v center mesta, okrog 12. ure, kjer se vidi migracije znotraj mesta, večino recimo malice in take stvari, in recimo primer še čez vikend zvečer, kjer so migracije predvsem proti zunanjosti mesta. Najbrž je tukaj šlo za študente, ki so šli žurat. To je čisto primer, da se kakšne analitike se da iz takih podatkov. Drug primer je uporaba naših analitik na neki demo aplikaciji, kjer smo se učili osebne vzorce mobilnosti neke osebe. Nekdo je recimo nosil telefon s to aplikacijo, sabo normalno, in aplikacija se je naučila njegove mobilnostne vzorce. Kje je bil, koliko časa, kolikokrat na lokaciji, kje bo naslednja lokacija, čez koliko časa, kakšna je verjetnost, da bo tam in tako naprej. Tukaj smo samo hoteli prikazati, da je zelo enostavno te algoritme vključiti v mobilne aplikacije. Primer takega algoritma recimo je mapiranje GPS točk na cesto, kjer se izničuje napake GPS čipa oziroma telefona in se natančno detektira, kje je ta pot potekala, brez skakanja v travo in iz pločnika in tako naprej. Tukaj je primer, kjer smo zraven detektirali še kdaj se je pot začela, končala, in da je šlo to iz akselerometra, da je šlo za avtobus. Se pravi, delali smo razlikovanje oziroma razlikovanje modalnosti, ali gre za pot, ki je opravljena peš, z osebnim avtom, z avtobusom, z vlakom in tako naprej. Drug primer je samodejno identificiranje lokacij. Na levi spodaj vidite graf obiska na neki lokaciji, ki ima vrh okrog 12. ure. To je zelo močen signal, da gre za, če se gleda dolgoročno, skozi veliko obiskov, je to močen signal, da gre za službo. Zaradi tega, ker se vidi, ok, po noč
je manj pogostost, sredi dneva je pogostost največja in je to največja verjetnost, da je to neka lokacija, kjer je ta oseba hodila v službo. Podobno se lahko tudi detektira dom, iz še zunanjih podatkov, recimo iz Foursquarea ali neke druge baze se da sklepati tudi kdaj uporabnost lokacij, recimo to je restauracija, kino in tako naprej. To so take stvari se vse avtomatsko da detektirati. Drug primer je recimo detekcija pogostih lokacij za osebna vozila, posameznike ali celotne flote vozil. Tretji primer je predikcija naslednje lokacije. Tukaj se vidi, da je neka oseba oziroma vozilo bila blizu kavarne Adria in je sistem naredil točno predikcijo, da bo čez 8 ur šla nazaj na letališče. To je drug primer za nekoga iz inštituta Jožef Štefan, ki je prišel na inštitut in je sistem naračunal predikcije in čez koliko časa, s kakšno verjetnostjo bo zdaj ta oseba ali šla na malico, na kavo ali nazaj domov. Še en primer z detekcijo pogostih poti in pa kako so bile te poti upravljene. Ta sistem za mobilnost v bistvu beleži in zbira podatke skozi več časa in se lahko zgradi za neko vozilo ali posameznika, na kakšen način je potoval med točkami in koliko časa. Pogleda se lahko tudi hkrati celo floto, tukaj je primer iz LPP podatkov, z LPP-om precej sodelujemo. Recimo algoritem se je samodejno naučil postajališča ali pa samodejno linije, brez da bi mu prej vnesli podatke o postajališčih ali linijah. Drug primer, ki je pa bolj s področja logistike, smo pa delali za stranko, ki ima precej veliko floto tovornjakov in smo jim napram obstoječim trenutnim sistemom uspeli na dan prihraniti okrog 100 do 300 kilometrov. Se pravi, pri razvozu znotraj enega dneva smo prišli do prihranka od 100 do 300 kilometrov, pri čemer se je upoštevalo velikost tovornjakov, teža paketov, količina paketov in omejitve, časovne omejitve, od kdaj do kdaj mora biti roba dostavljena. Zdaj na temu slajdu bi rad nekako predstavil, da obstajajo tudi neuspešni projekti oziroma da je potreba vsak pri pristopu k reševanju nekega problema z umetno inteligenco, se je treba včasih v problem poglobiti skupaj s stranko, skupaj s podjetjem, se naredi pilot, ki pa včasih tudi se znotraj pilota ugotovi, da mogoče pristop ni prav, da mogoče podatki niso dovolj dobri ali pa da so rezultati premalo zanesljivi. Na drugi strani je pa tudi veliko uspešnih projektov, tako da tukaj je samo seznam nekaterih stvari, ki smo jih poskušali kot podjetje. Na koncu še 2 zelo uspešna projekta, enega bom tudi sedaj predstavil. In to je sistem MAH, kjer gre za digitalni dvojček avtodoma, kjer avtodom omogoča uporabniku kjer sistem omogoča uporabniku še, da ga tudi upravlja. Podobno kot recimo smart home aplikacija na kolesih. To smo začeli delati skupaj z Adria Mobil leta 2013. Tako nekako izgledal prvi prototip, tudi uporabniško, recimo na levi aplikaciji se vidi, da je še precej prototipna. Smo pa potem do leta 2018 uspeli, razvoj ni potekal cel čas, je bil to v več fazah, ampak konec leta 2019 se je v bistvu ta sistem začel prodajati, se vgrajuje v avtodome Adria Mobil in uporabniki lahko imajo popoln nadzor nad avtodomom, sicer samo bivalni del, ne gre za avtomatsko vožnjo, ampak za upravljanje bivalnega dela. Sistem je integriran z zunanjimi storitvami, kampiranje, navigacijo, rezervacijo kampov in tako naprej. Od machine learning oziroma metod umetne inteligence smo pa notri vgradili predikcije porabe. Recimo sistem se bo sam naučil in ugotovil, kdaj bo zmanjkalo baterije, kdaj bo zmanjkalo plina za ogrevanje, kdaj bo zmanjkalo čiste vode, kdaj bo polna umazana voda in tako naprej. Samodejno učenje pomembnih lokacij in pa pri iskanju interesnih točk, recimo naslednjega kampa ali naslednje plaže,
bo sistem upošteval notranje stanje avtodoma. To pomeni, da če avtodomu zmanjkuje vode, bo postavil lokacije, ki imajo na voljo čisto vodo, višje na seznam iskanja. Aplikacija je sestavljena iz več nivojev. Prvi nivo je čisto pregled vozila, kjer v vsako od recimo energija, voda in tako naprej se lahko gre v naslednji nivo, kjer je več informacij, bolj detaljna informacija. Nato tretji nivo, kjer se lahko gleda predikcije, statistike, način uporabe, zgodovina uporabe in tako naprej. Tukaj na desni se recimo vidi za peč, ali je dela na plinu, na elektriki, na kombinaciji in tako naprej, ali pa malo bolj na levo, kako je šla poraba plina iz jeklenke, ali pa koliko je bilo v avtodomu CO2-ja. Čisto z uporabniškega stališča, pa malo za intermezzo, je to predstavitev sistema, ki zelo dobro opiše uporabniški vidik, kako smo uspeli in strojno opremo, in software, in umetno inteligenco sestaviti skupaj. Bom pokazal 2 minute. There's a world right outside your door. What are you waiting for? What are you waiting for? There's a land we can go explore. What are you waiting for? What are you waiting for? I can see the fire in you. Don't hold back, let's cut it loose. All your dreams are come true. What are you waiting for? What are you waiting for? Just get up and go. Just let it go. Just get up and go. What are you waiting for? What are you waiting for? Tell me where you've been. So tell me where you've been. There's a place we can go to hide under the starry sky. It's only you and I can see the fire in you. Tako upam, da vam je bil video všeč. Mi smo kar ponosni nanj, tako da ga še vedno rad pogledam. Zdaj za konec pa še, videli ste uporabniško izkušnjo pred tem, kako je to sestavljeno, recimo katere dele umetne inteligence oziroma manjše algoritme smo uporabili pri produktu. Za konec pa še, da za varnost uporabnikov, recimo kako smo poskrbeli oziroma naša izkušnja pri razvoju tega sistema na kibernetski varnosti. Zdaj tukaj na srečo nimamo tega najbolj črnega scenarija, ki se ga bojijo pri samovozečih vozilih, da bi recimo nekdo prevzel kontrolo nad sistemom in bi zapeljal, ne vem, dal v en avto eksploziv, ga zapeljal pred parlament, zapeljal še 6 drugih avtomobilov okrog in zaprl ulice. S tem se nam ni bilo potrebno ukvarjati, ampak še vedno je potrebno zelo dobro poskrbeti za varnost in dore. Tukaj vidite shemo, kako je sistem povezan. Gre za strežnik, uporabniški telefoni in pa naprave v avtodomu, ki komunicirajo med sabo. Zdaj, prva osnova je, da smo poskrbeli za enkripcijo, kjer pri povezavi med strežnikom in telefoni ni kakšnih posebnih problemov, so pa problemi na napravah v avtodomih, kjer se je potrebno ukvarjati kaj se zgodi, ko recimo certifikat poteče in take stvari, tako da smo se odločili in je na tem modelu nismo uporabili HTTPS-ja, ampak smo naredili lastno enkripcijo.
Drug, prav tako osnovni pristop, ki ga je potrebno narediti, je, da so vsi pomembni podatki šifrirani na vseh napravah, prav tako na telefonu, kot v avtodomih, kot na strežniku. Prav tako je tudi precej standardno, da se naredi fizično omejitev dostopa do strežnika, se pravi, do tega strežnika ne more dostopati kar vsak. Tega se ne da narediti za mobitele in za avtodome. Je pa pri mobitelih in avtodomih se pa da narediti, in to naredi že mobilni operater, da naprave niso dosegljive direktno preko interneta. Se pravi, noben ne more direktno dostopati preko interneta do te naprave, tudi če je priključena na internet, ampak se lahko to zgodi samo na pobudo naprave ali pa če ima do te naprave fizično dostop. Kot je že Blaž omenjal, kolega prej v prejšnji predstavitvi, je omenil sistem detekcije anomalij. Tega delamo na strežniku z namenom detekcije anomalij pri varnosti na strežniku. Se pravi, gledamo, če se kaj čudnega dogaja v logih, sistemskih logih, če se kakšna anomalija dogaja na porabi procesorja, na porabi pomnilnika in tako naprej. Če se pojavi kakšna anomalija, nam v bistvu algoritem avtomatsko pošlje alarm. Zadnji pristop in po mojem mnenju tudi najbolj pomemben je pa, da smo naredili individualno enkripcijo za vsako vozilo posebej. To pomeni, da če pride nek zelo namernež in fizično vzame napravo iz avtodoma, jo razdre, vzame ven pomnilnik in pride nekako do vsebine na disku, ugotovi ključe, ugotovi vse, kako deluje, on še zmeraj lahko upravlja samo s to napravo. Ne more s tem znanjem oziroma s stvarmi, ki jih je dobil na napravi, ne more zavzeti celega sistema. To je v bistvu nekako sporočilo te kibernetske varnosti in vsaj pri IoT je to zelo pomemben aspekt. To je tudi moj zadnji slajd, tako da hvala in sem tudi na voljo za vprašanja. Lahko pa tudi kasneje po mailu oziroma ko se pojavijo. Spoštovani dr. Bradeško, najlepša hvala za to živo predstavitev. Spoštovani udeleženci, vljudno vabljeni, da zastavite vprašanje dr. Bradešku. V chatu vidim, oziroma nič ne vidim, tako da mogoče, če se kdo opogumi z mikrofonom, lahko tudi s kamero, da se ne poslovimo prehitro. Ja, tule Damjan Danfostrata. Eno vprašanje, to aplikacijo za avtodome, kje se ta aplikacija gosti? Ali so to kakšni javni strežniki ali imate pač na zasebnih strežnikih? Hvala. Ja, to aplikacijo na začetku smo imeli na svojih strežnikih, potem smo jo pa preselili na strežnike pošte, ki imajo vse certifikate glede dostopa, glede varnosti, glede GDPR-a in tako naprej. Je bilo ceneje, kakor pa da sami zagotavljamo vse te protokole in postopke. Ja, tudi sami imamo podobne izzive, zato sem to vprašal. Hvala za odgovor. Prosim. Najlepša hvala, gospod Damjan, za vprašanje in hvala, dr. Bradeško. Pa bi mogoče potem počasi zaključila, ta webinar, glede na to, da ni več vprašanj. Torej, spoštovani gostje, spoštovani udeleženci, najlepša hvala za vašo pozornost in za sodelovanje. Hvala lepa še enkrat Laboratoriju za umetno inteligenco pri Inštitutu Jožef Stefan. Naslednji webinar v sklopu serije Nemški forum 2020
bomo organizirali naslednji teden, v petek, 19. junija ob 10. To bo tudi zadnji webinar v sklopu te serije do jeseni. Naslov webinarja je Stanje dobavnih verig v Nemčiji. Naš gost pa bo gospod Olaf Holzgrefe, vodja za mednarodne zadeve iz Nemškega združenja za materialno gospodarstvo, nabavo in logistiko BME. Webinar bo potekal v angleškem jeziku. Nanj se pa prijavite preko spletne strani naše zbornice ali pa preko spletne strani javne agencije Spirit Slovenija oziroma njihovega izvoznega okna. Kot že rečeno, je Spirit Slovenija tudi partner pri tem sklopu webinarjev v Nemški forum, ki ga letos organiziramo v seriji 7 webinarjev. Kot pa morda nekateri že veste, je pa to sicer naš tradicionalni dogodek, Nemški forum, ki vedno poteka tudi offline, ampak tudi digitalna srečanja imajo svoje prednosti zagotovo. Morda rabimo še nekaj več časa, da se naslednjič več pogovarjamo. Vsekakor pa se vam lepo zahvaljujem za vašo prisotnost in upam, da se vidimo tudi na naslednjem webinarju oziroma ob kakšni drugi priložnosti tudi offline. Hvala lepa, uradno zaključujem ta webinar, kot tudi snemanje tega webinarja, ki ga bomo posneli, kot že uvodoma rečeno, bo objavljen v sklopu komunikacijskih kanalov naše zbornice in torej bo posnetek na voljo. Tako da lepo se vam zahvaljujem, srečno vam želim in vse dobro. Hvala za povabilo in sodelovanje. Hvala za povabilo. Najlepša hvala še Hvala, enkrat. Srečno, hvala lepa. Ja.